Spoštovani predsednik republike in vrhovni poveljnik Slovenske vojske, dobrodošli v naši sredi, kjer je ob načelniku Generalštaba Slovenske vojske in poveljniku sil zbran poveljniški kolegij Slovenske vojske. Lepo pozdravljam tudi ministra za obrambo, gospoda Marjana Šarca. Na jutrišnji dan pred 10 leti ste nastopili svojo funkcijo in jo boste kot štafetno palico ta petek predali naprej, gospod predsednik. Vaše poti so se z našimi Slovenske vojske križale ob raznih protokolarnih slovesnostih, šolanjih v Slovenski vojski, na mednarodnih vajah in misijah, tudi na virtualni način v predsedniški palači ob spominskih obeležjih. Vaše in naše poslanstvo imata kar nekaj skupnih točk. Oboji služimo ljudem, ne glede na njihovo versko, svetovno-nazorsko ali katerokoli drugo pripadnost.
Vsak na svoj način smo tudi glas in podoba naše domovine v mednarodnem okolju. In vaš glas je bil jasen. Sedaj besedo predajam načelniku Generalštaba Slovenske vojske, generalmajorju Robertu Glavašu, da vam in nam spregovori v imenu Slovenske vojske. Gospod predsednik, gospod Borut Pahor, poveljnik obrambnih sil Republike Slovenije, gospod minister Marjan Šarec, bivši načelniki Generalštaba, dobrodošli med nas, poveljniška struktura Slovenske vojske, ki je danes z nami prisotna. Ne bom predolg. Vaš zadnji obisk v Slovenski vojski pomeni to, da se od nas poslavljate. Poslavljate se z dvignjeno glavo, kakor tudi mi se bomo danes poslovili od vas. In seveda v imenu celotne Slovenske vojske, vseh pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, se vam želimo zahvaliti za vaš trud, za vaše vlaganje, za vaš razumevajoč nastop do Slovenske vojske. Vemo, da Slovenska vojska je pomemben element obrambno-varnostnega sistema te države, pa ne samo države, tudi zavezništva, tako v Evropski uniji kot v NATO. In v temu duhu bi rad vam podal v imenu, kot sem omenil, pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, en lep spomin, kateri vas bo lahko spomnil na vašo vlogo do Slovenske vojske oziroma vašo prehojeno pot, ki smo jo prehodili skupaj. Tako da vas prosim, če se pridete zraven, da vam predam eno spominsko knjigo, v katerem bodo vse te lepi trenutki, ki ste bili med nami, tudi ovekovečeni. Jaz upam, da ko boste imeli čas, boste pogledali v teh 10 letih, kaj smo prehodili skupaj in upam, da se še nekje srečamo. Hvala lepa. Slovenska vojska ni politična organizacija in njene pripadnice in pripadniki ne moremo biti člani strank, da bi ohranili nujno potrebno osredotočenost na temeljno poslanstvo, ki je obramba domovine. Zato je toliko bolj pomembno, da imamo sogovornika tam, kjer se odloča o za nas pomembnih vsebinah. Spregovoril nam bo minister za obrambo, gospod Marjan Šarec. Spoštovani predsednik, vrhovni poveljnik obrambnih sil, dragi Borut. Spoštovani vsi navzoči, visoki gostje, predstavniki medijev. Danes je trenutek, ki se ga ljudje pravzaprav nikoli ne veselimo. Slovesa so v človeških življenjih vedno težka, ena bolj, druga manj. 10-letno obdobje se danes zaključuje. Pred 10 leti ste, spoštovani predsednik, zaprisegli in ko se spomnim nazaj teh 10 let, kaj vse se je zgodilo v tem času, kaj je država doživela, kaj so državljanke in državljani doživeli in nenazadnje, kaj je doživela tudi Slovenska vojska, je to sicer po eni strani kratko obdobje, po drugi strani pa dolgo obdobje, pestro obdobje in zagotovo bo zgodovina ocenila, da ni bilo lahko obdobje ne za državo, ne za državljanke in državljane. Kajti današnji čas je nepredvidljiv, nikoli ne vemo, kaj nas čaka, kaj se bo še zgodilo, svet je nemiren in nedaleč od nas divja vojna, v katero smo hote ali ne hote vpleteni tudi vse prebivalke in prebivalci Evrope. Dragi predsednik,
naj bo to slovo danes ne slovo kot ljudi, kot medsebojne povezanosti od nas kot ljudi, ampak naj bo samo slovo od funkcije. Kajti funkcije seveda imajo to lastnost, da minejo. Ene prej, druge kasneje. Nikoli pa ne mine biti človek. In če bomo med seboj povezani v človeškem duhu, če se bomo še naprej vsi zavedali, da skupaj delujemo za Slovenijo, tako kot tudi vedno pravi pozdrav Slovenske vojske, ki ste ga neštetokrat izrekli, za koga? Za Slovenijo, potem se za prihodnost ni bati. Spoštovani predsednik, dragi Borut, želim vse dobro na nadaljnji poti, želim, da bi ostali samo prijetni spomini, tiste slabe spomine pa vrzite čez ramo in se zavedajte, da ste eden redkih, pravzaprav edini, ki vam je bilo dano imeti vse najpomembnejše funkcije v državi, zato je danes to slovo še toliko bolj slovesno in se vam zahvaljujem za vse vaše delo, za vse vaše trenutke, ki ste jih namenili državi in vam želim krepkega zdravja in vse dobro. Hvala lepa, za slovo pa izročam tole. Spoštovani gospod predsednik Borut Pahor, tu smo zbrani tisti, ki s ponosom nosimo uniformo Slovenske vojske in se zavedamo njenega poslanstva. Tu danes predstavljamo prav vsakega pripadnico in pripadnika Slovenske vojske. Predajam vam besedo in se nadejam vaših spodbud v trenutku, ko s predsedniško funkcijo predajate tudi funkcijo vrhovnega poveljnika. Pred dobrim letom dni ste v Zvezi s Slovensko vojsko omenili upanje, ki ga ne smemo zapraviti. Gospod predsednik, prosim za nagovor. Gospod minister, gospod načelnik, častnice in častniki Slovenske vojske, pripadnice in pripadniki Slovenske vojske. Najprej se vama želim zahvaliti, spoštovani gospod minister, gospod načelnik, za zelo prijazne besede. Namenil sem se imeti precej uraden nagovor, z Boštjanom Šeficem sva se zelo pedantno pripravila na to, vendar, ker sta si vidva dovolila biti nekoliko bolj osebna, bom tako storil tudi jaz. V zadnjih dneh me pogosto vprašajo ljudje, ali mi je težko, ko po 10 letih zapuščam položaj predsednika republike. In rečem, da ne. In to rečem iskreno. Tega položaja nisem nastopil zato, da bi bil tukaj večno, ampak da bi opravil svoje delo. In zdaj, ko ta položaj zapuščam, ga zapuščam za zadoščenjem. Tisto, kar sem se namenil narediti, trudil sem se po svojih najboljših močeh, je večinoma narejeno. Ni bilo brez napak, brez stranpoti, tako kot pri vsakem delu, mojem in vašem. Vendar pa sem skušal biti predsednik vseh Slovencev, poskušal sem povezovati skupnost, želel sem dati en prispevek naši spravi glede polpretekle zgodovine, zlasti razkola sredi prejšnjega stoletja. Želel sem krepiti ugled naše države v Evropi in svetu in imeti zlasti odlične odnose za sosedi in v regiji. Ter, spoštovane gospe in gospodje, biti, kolikor sem to znal, dober, časten, vrhovni poveljnik Slovenske vojske.
ko upravljamo dolžnosti, verjetno se bo gospod minister, tudi ko bo zdaj za trenutek na moje povabilo obujal spomin na čas, ko je bil predsednik vlade, se bo verjetno strinjal z mano, da se vedno zavedamo svojih odgovornosti za pristojnosti, ki jih imamo. Vendar pa vam moram reči, da kadarkoli sem bodi si razmišljal, ne samo kot predsednik republike, ampak zlasti in predvsem kot vrhovni poveljnik obrambnih sil. Ko sem bil z vami, ko sem bil za vami, mislim, da delim mnenje tudi ministra, da so to posebni občutki. Da so to posebni občutki. Velikega ponosa. Velikega ponosa. Sej vrhovni poveljnik obrambnih sil v našem ustavnem sistemu nima zelo veliko pooblastil, vendar je vrhovni poveljnik. In se mora tega stalno zavedati. Predvsem pa prešine vaše srce zelo poseben občutek vsakič, ko stopite kot predsednik republike in vrhovni poveljnik pred pripadnice in pripadnike Slovenske vojske. Jaz sem, tako kot sta oba lepo spomnila, toliko dolgo v slovenski politiki, da se spomnim časov, ko nismo imeli svoje vojske. In se spomnim časov, ko je ta nastajala iz teritorialne obrambe, tistih slavnih časov prehoda. Jaz se spomnim časov, ko so naše oborožene sile obranile suverenost, ki smo jo samo nekaj časa, nekaj dni prej slovesno razglasili. Najprej v Bučarjevi skupščini in potem ob bučnem razpoloženju ljudi na Trgu Republike. Ta vojska je obranila našo samostojnost in neodvisnost. Vi ste ponosni dediči te vojske in jaz sem imel kot predsednik republike to čast, da sem bil vaš vrhovni poveljnik. In danes je to razvita vojska, ne brez težav, tako kot mi nismo perfektni, tudi vse naše institucije niso, vendar se razvijajo, tudi Slovenska vojska se. Zlasti zahvaljujoč nekaterim odločitvam v zadnjih letih, katerih del je bil tudi bivši predsednik vlade in sedanji minister, v upanju, da bo opravila tisto nalogo, ki je zaupana z ustavo in z zakonom, obrambo naše domovine in da služi miru, stabilnosti v svetu. Mi smo ponosen del zahodnega sveta in ker smo v tem zahodnem svetu politično, gospodarsko, smo tudi vojaško. Smo člani Zveze NATO, največje, najmogočnejše oborožene sile na svetu. Zato, da branimo njene in naše skupne vrednote, da utrjujemo mir, stabilnost. V teh 10 letih sem obiskal skoraj vse misije, ne vseh, skoraj vse. Naj vam povem, da sem vselej čutil neko posebno vznesenost, ne nazadnje tudi zato, ker so mi najvišji častniki na misijah lahko poročali o tem, kako zgledno, profesionalno deluje naša slovenska vojska, kako zavzeto in tudi s srcem in človeško, tudi s srcem in človeško. Zaradi česar si v mnogih misijah, poleg vsega spoštovanja, pridobi še zaupanje ljudi. Več pa ni. Več pa ni. Rad bi povedal, da ste zelo pomembno prispevali in prispevate k ugledu naše države. To je naša slovenska vojska. Imamo jo zato, ker imamo svojo državo, potrebujemo jo, zato, ker jo potrebuje naša država in varnost naših ljudi. Ne vemo, kaj se bo dogajalo v prihodnosti. Nekateri sedanji dogodki, procesi v mednarodni skupnosti nas lahko skrbijo, strah nas pa ni. Ni nas strah. Nas skrbijo kot tiste, ki želijo imeti mir in želijo vse spore reševati po mirni poti, nas skrbijo. Kot država, katere identiteta zunanje politike je mirno reševanje sporov, si prizadevamo za to, da bi se stvari urejale po mirni poti, če pa ne. Če kdo z agresivnimi ravnanji ogroža ta mir, se mu, če imamo mandat, za to zoperstavimo. In mi smo del teh sil. Prosim vas, da ste tudi vi, kot poveljniki, poveljnice
pa vse pripadnice in pripadniki ponosni na to. Jaz upam, da ste, vem, da ste. Ker si to ne nazadnje tudi zaslužite. V teh 10 letih, kot predsednik republike, prej kot predsednik vlade ali državnega zbora, sem vselej, ko sem bil v stiku z vami, lahko čutil to, da opravljate to svoje delo kot poslanstvo. Kot poslanstvo. Brez tega občutka, verjetno v zapletenih okoliščinah osebnih in kolektivnih ne bi šlo. Ko je bilo težko glede razvoja Slovenske vojske iz vrste razlogov, ste vi takrat z vašim moralnim kreditom omogočili to tranzicijo, ki omogoča, da smo zdaj v pogojih, ko država namenja več denarja, lahko priča neki pospešeni usposobljenosti, ki jo tako zelo potrebujemo. Slovenija ni neposredno vojaško ogrožena. Posredna vojaška ogroženost pa je povečana in to velja za vse naše primerljive države, države v Evropski uniji, v NATO, v zahodnem delu sveta. Upajmo, da bomo tudi te napetosti rešili po mirni poti. Slovenija je v zadnjih več kot 30 letih morda doživljala svoj najboljši čas. Videli smo njeno rojstvo, njen razvoj, njen razcvet, ne brez težav, ne brez zablod, ampak vključno s Slovensko vojsko lahko danes našim otrokom in našim vnukom mirne duše, ne brez, kot sem rekel, skrbi, ampak brez strahu, pogledamo v oči in rečemo, da jim lahko omogočimo mirno in varno življenje, kjer bodo lahko razvijali svoje osebne talente. In tudi tukaj bom rekel, več pa ni. Spoštovane gospe in gospodje, gospod minister, gospod načelnik, poveljnice in poveljniki, pripadnice in pripadniki Slovenske vojske. Opravljate zelo pomembno delo, ljudje vam zaupamo, verjamemo, da se lahko zanesemo na vas, tudi v miru, ko smo potrebni vaše pomoči. In vedno smo bili deležni. Profesionalno, zavzeto in, kot sem rekel, srcem. Niste se prikupili samo ljudem, kjer skrbite za mir v misijah, v tujini, ampak tudi našim ljudem. Imate ugled. Tudi tega je treba skrbno čuvati. Zdaj vam voščim na predvečer lepih praznikov in novega leta vse najboljše in vam želim kot predsednik republike še zadnjič, kot vrhovni poveljnik obrambnih sil, da svoje delo opravljate še naprej, tako zavzeto in srčno kot ga, zato da, kot sem rekel, bomo lahko kot starši in stari starši lahko mirno pogledali našim otrokom in vnukom v oči in jim rekli, vaša varnost je mirna, vaša prihodnost je varna, brez skrbi, razvijajte svoje talente po svojih najboljših močeh. Slovenska vojska, hvala za prijazne besede, hvala za obe zelo lepi darili, gospod minister, gospod načelnik, vsem vam, vašim družinam, ne samo tukaj izbranim, vsem pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske, vsem njihovim družinam, vsem, ki tako ali drugače skrbijo za ugled in delo Slovenske vojske, se želim še enkrat in zadnjič zahvaliti in reči, da skoraj ni bilo večjega ponosa kot biti vrhovni poveljnik obrambnih sil. Srečno Slovenska vojska! Gospod predsednik, hvala tudi vam za nagovor. Tudi danes ste dokazali, da se močno zavedate pomena in vrednosti Slovenske vojske. Ste njen vrhovni poveljnik v pravem pomenu besede. Verjamete, da je vojska, kljub temu, da je nekajkrat dobila slabo oceno za delovanje v vojni, polna srčnih in predanih ljudi, ki jim ni mar zgolj za denar, ampak za varnost vseh nas. Hvala vam za vašo podporo. Ob slovesu vam izrekamo najboljše želje na vaši poti, kjerkoli vas bo ta vodila. Pa še nekaj, gospod predsednik Borut Pahor, vojno stanje in mobilizacijo Slovenske vojske pri nas razglasi predsednik države. Da vam tega ni bilo treba storiti,
je velik privilegij zgodovine in naše veliko veselje. Naj tako čim dlje tudi ostane. Sem jaz bil deležen presenečen, sem pa to dolžan vrniti v istem smislu. Imam dve zahvali predsednika republike in bi prosil najprej mojega pribočnika, če pride bliže, naj vam povem, da nič ne ve o tem. Rad bi vročil zadnje zahvale predsednika republike. Prejmejo polkovnik Branko Podbrežnik, moj zvesti pribočnik, za dolgoletno častno spremljanje ob najpomembnejših priložnostih doma v tujini. Hvala, Branko. Ali se mi lahko pridruži podpolkovnik Marko Hlastec? Prosim. Zahvala predsednika republike, ki jo prejme podpolkovnik Marko Hlastec, poveljnik gardne enote Slovenske vojske, za pokončno držo, strumen korak in popolno predanost svojemu poslanstvu, ki so bili vedno v ponos meni, državi in našim ljudem. Iskrene čestitke. Hvala lepa, ponosni smo z vama, draga sodelavca. Hvala lepa in lep dan še naprej.